Živjo, midva sva Katka In Mic. in še 24 ur nas loči od našega naslednjega potovanja. Ja, na hiter. Gremo na Borneo, se vrnemo v Malezijo, gremo z vlakom, iz Malezije na Tajsko, čuk, gor po otokih, en mini road trip po Tajski, v Bangkok, en teden, da ga pojemo in potem gremo domov. Tole za nama je vse, kar bomo vzeli s sabo na potovanje, tako da danes vam pokaževa, kaj vse spakiramo na tako daljše potovanje. Pripravite se, velike stvari. Naša družina torej potuje s kovčki. Ko sva bila sama, sva potovala z nahrbtniki, zdaj pa, ker je treba včasih kakšnega otroka kdaj ponositi, pa se nama kovčki veliko bolj obnesejo, ker se pač peljejo. Torej imava kovčke take velikosti, pojma nimava, koliko gre noter in koliko litrov je, ampak nikoli ne presežemo tiste maksimalne teže, mislim, da je okrog 25 kg ponavadi, kar mi potujemo. V enem kovčku sta Mic in Lila, v drugem kovčku sva midva z Artom in tako je pač tudi najbolj pregledno in najlažje pakirati in nekako stane urejeno, recimo. Potem imamo midva z Micem še vsak en nahrbtnik, on ima bolj fotografskega, moj se še pere in pa otroka imata vsak svoj majhen nahrbtniček, ne toliko, da bi mogla dejansko kaj prenašati, ampak toliko, da se naučita neke odgovornosti na potovanju in da znata skrbeti za svoje stvari. Kovčki so dali že veliko čez. In se še kar nekako držijo, tako da se splača kupiti nekaj malo bolj kvalitetnega. Ok, začnemo. Torej, ne glede na to, za koliko časa gremo, a gremo za en teden, a gremo za 2 meseca, mi vedno pakiramo po pravilu enega tedna. Torej, oblek vzamemo za en teden, za naju, za otroka vzameva še recimo 3 rezerve, torej midva vzameva za en teden, otroka imata za 10 dni. Jaz imam še takle seznam in pišem v bistvu si tip oblačila in za katero osebo dam že noter v kovček. Ker se nam je že zgodilo, da smo recimo pozabili, spodnje hlače za Lilo, ko smo šli na morje, tako da je Reva mogla samo dvojne uporabljati in smo jih skozi prali. Pa začnimo. Torej, jaz pakiram za Arta zdajle, za Arta in za mene. Za Arta 10 majic, približno 10 hlač, 10 kratkih hlač, potem ene 3 dolge hlače, to je za vsak slučaj, če bi imela recimo veliko marjev ali pa kakšno zelo močno klimo. Potem imam ene 10 spodnjih gatk, ki jih dam posebej v vrečko, nekaj nogavic, ki jih najbrž nikoli ne bomo rabili. Vedno vzamem še takole nogavice za igralence, ker jih je vedno treba imeti tiste posebne, da ne drsijo, pa da jih ne rabimo čisto vedno kupovati. To dam v vrečko in sem dam potem tudi moje spodnje perilo in nogavice. Kopalke. Za njega sem vzela dvojne kopalke in pa 2 UV majčki in pa ena pižama. Za pižamo ima lahko tudi kakšno majico, tako da s pižamami ne pretiravamo. Kapa šiltom, rokavčki in pa plenice. Ostanek plenic dokupujemo tam. En puloverček z dolgimi rokavi za sabo, torej to je tisto, če bi nas res zeblo. Enega pa bom imel itak oblečenega, tako da maksimum 2 za neko res toplo potovanje. Pa gremo še zame, modrc in en športni top, spodnje hlače, 2 kopalke in ena UV majčka, nogavice. Evo, in to vrečko, lahko damo samle. 7 majic, oziroma mogoče priznam, da sem vzela še kako obleko več. Obleke so ful uporabne, ker če jih vzameš na plažo, se potem lahko pač hitro preoblečeš. Kratke hlače, trojne kratke hlače in ene dolge hlače, široke, take široke in lahke, če bodo komarji. En pulover. Tale pulover bom imela gor na letalo, tole sem hodila povedati, ima kapuco in je dosti dolg, da pokrije ledvica, ko se usedeš, ker ni hujšga, da te zebe v glavo in vrat in v ledvica tam na tistih 10 stopinj, ki jo nabijejo v letalu. In pa ena taka ogromna vreča za umazano perilo, ki potem samo noter pašemo in jo zapakiramo in jo damo v pranje, ko je čas za to. Ok, to je to od oblačil. A je malo? A je veliko? Ne vem. Imamo še nekaj placa v kovčku, ampak imamo pa še kar nekaj pripomočkov.
Ara dobi zraven še tole majico, ki je taka lahka, lanena, tanka. Večinoma bo najbrž služila, če se bo treba nekako zaščititi pred komarji. Mi gremo na Borneo, v džunglo in tam je vedno mokro in najbrž je tudi vedno veliko komarjev. Hočemo se zaščititi pred kakimi boleznimi. Tudi nekako je lažje špricati vse tiste pripravke proti komarjem čez obleke, a ne pa direktno na kožo. Upamo, da mu ne bo vroče recimo v taki majici. Je pa tako, da je za otroke take majčke precej težko dobiti. Tako da jaz kadarkoli pač kje vidim, jo potem kar hitro kupam. Čevlji. Na pot gremo vsak v svojih nekih zaprtih supergah, ki niso zimski in te dejansko na potovanju tudi dosti malo uporabljamo. Vseeno morajo biti udobni pa tanki. Potem imamo ene take mestne sandale, midva z Artom in tudi z Lilo se ujemamo. In pa še ene take bolj gumijaste, plastične za v vodo. Artik dobi na potovanju, moji so pa bosonogi. Torej, te sandale si dajte nekam na vrh, da ko boste prišli, ko boste pristali na letališče in prišli z letala, boste odprli kovček in takoj ven vzeli sandale in ene kratke hlače in se lahko kar preoblečete, ker pač že takoj pridete na neko noro vročino. Ok, zdaj pa še ene stvari, ki ne spadajo recimo nikamor, tako da bo en tak miks, ampak vseeno za nas še kar pomembne. Leče in sončna očala. Jaz imam vedno še rezervna s sabo, ker imam dioptrijo in pač ne morem uporabljati drugih. Sončna očala za otroke. Mikro odstranjevalec madežev, ker sem ugotovila, da se obleke še najbolj uničijo, če v bistvu tega madeža ne odstraniš takoj. Maske za snorklat in ena očala. Mic vztraja masažne kroglice, repelent za komarje v spreju. Tega smo kupili tukaj, ampak velikokrat jih kupimo tudi tam. Dokumenti, kartice, zdravstvene kartice in gotovina. Igre, mi imamo Dobl in Enko in se pač ob tem vsi štiri lahko najbolj zabavamo, pa še take zelo so kompaktne. Tole bo šlo mogoče kar zraven na letalo. Potem imamo pa kozmetiko. Mic pravi, da je to itak čist preveč, ampak jaz sem rada pripravljena. In pa zdravila. Tudi tega imamo kar nekaj. Če vam na hitro povem, imamo nekaj proti driski, imamo proti bolečini, proti vročini, proti slabosti, če greste na kako potovanje z trajektom. Kar se mogoče splača vam vzeti od doma, pa da nimajo recimo v Aziji, so kakšni probiotiki, to je kar tako redko pri njih. In pa za sinuse, tudi tega ni veliko, tako da če ste vajeni na kak sin odpreti, je to fajn vzeti od tukaj. Mic tudi kupi tukaj laktaze, ker se jih tam v Aziji sploh ne da dobiti. Čudovita. Ok, mogoče malo bolj tehnične stvari, kaj vzamemo s seboj. Seveda ne samo vsak svoj računalnik, brez tega ne gre, ker A, morava delati malo za službo, B, morava delati veliko za blog. Zdaj pa po vrsti najpomembnejše stvari. Vzamemo nožek, zato ker vedno, ko gremo na kak market, si tam kar odpremo kako sadje, pa ga pojemo. Ampak imamo samo še en nožek, ker smo mi debili na zadnje, mogli seveda nožek pustiti na letališču, ker smo ga pozabili iz male prtljage dati to veliko prtljago in potem je gospod tam rekel, ja, to pa ne bo šlo in potem sem ga še tako malo pogledal, češ, pa daj me spust, ne bom nobenega na letalo zdaj tam zaštihal, pa je rekel ne. Smo ga pustili tam. Si sumljiv zgledal? Ker sem sumljiv zgledal. Tole je moj ta glavni fotoaparat, Canon R6 Mark II, relativno nova zadeva, v Uzbekistanu sem že s tem snemal, čist noro zaljubljen. Gor imam zdajle trenutno objektiv 24-70-2.8, ki ga imam večinoma gor, če se pa kdaj odločim, pa si vzamem cajt za fotke, pa iščem res hude motive, sploh na nek nevsiljiv način, imam pa kar tega Canona 70-200, sicer je že star, ampak dela pa zelo dobre fotke. Pa je tule kopica baterij in polnilec za dotične baterije, ker pogosto se mi je zgodilo, da sem karkoli od tega pozabil in potem prižgem fotičen, tako, sorry, kratka, nimam baterije. Nujno gre z nama tale prenosni disk, zato ker vse, kar delava, si skozi delava backup. Zelo pomembna stvar, adapter za štrom, zato ko luknje po svetu so različne. In tale je super za Malezijo in Tajsko in potem ima še tako, spodaj ima par USB-jev, ima tudi USB-C
nekje tlele, tako da tega imamo vsak svojega, oziroma mogla bi imeti vsak svojega, če ni Katka svojega izgubila, ko je ga je Božiček prinesel. Duct tape, kdor ve, s tem lahko popraviš letalo. Če mu krilo odpade sred leta, jaz skočim ven, pakolo zavežem tole okrog letala, rešeno. Pa 2 veganski čokoladi. Pa še slušalke, da se bomo bolje slišali. Seveda, hvala, moja žena. Za Lilo slušalke, seveda take, ko imajo še kabel za noter vteknati, zato ker na letalo tiste slušalke, ko dobi, so je vedno prevelike in ji pada iz njenih majckinih ušes, tako da kar tele seboj nesemo. Za Arta jih moramo pa še nekje kupiti, oziroma ponavadi se na Emiratih da tudi nafehtati stevardese, da otrokom namesto tistih bubic za ušeska dajo navadne slušalke, pa tiste kar ukrademo, pa jih shranimo za drugič, da jih ne rabimo kupovati. Seveda, Tupperware posodica vedno pride prav, zato ker ko gremo recimo na market, pa kako sadje na pol pojemo, ga fliknemo tole noter, pa ga jemo čez 2 uri. Ali pa gremo na kosilo, pa je Artko, nisem lačen, ne bi jedel, ne, a lahko je sladkega. Pol ono kosilo tule noter spakiramo, nesemo to kamorkoli že gremo in mu potem tole forsiramo še cel dan, da mu zbujamo slabo vest otroku malemu bogemu. Aja, pa seveda bomo s seboj vzeli točno to, kar zdajle v roki držim, desni. In sicer tale DJI Osmo Pocket 3. Ta je kar spremenil način, na katerega zdaj mi zabeležujemo naše dogodke na video format. Tele ventilatorčki so za otroka. Njima prav pridejo, mogoče jih boste zgubila, ampak itak so bili poceni, tako da tole vzamemo s sabo. Samo da povem, da mi pakiramo že 1 teden. Tukaj imam stvari, ki jih bomo vzeli prav s sabo na letalo. Torej, imam en kupček, ki se ga bo Art oblekel na dan odhoda. Potem pa imam rezervo v tejle vrečki, ki jo bomo potem tudi uporabili, in sicer mogoče za bruhanje. Trak za lase, ker je lahko na letalu res zelo mrzlo. Sončna očala za na letalo. Eno sončno kremo v stiku za na letalo. Karte, da se lahko igramo. Blokec in ene barvice, ker Lila zelo rada riše. Flaške vzamemo vedno tele termoske, in sicer ena flaška na otroka gre večinoma čez na vseh letališčih, ker nekako razumejo, da otrok rabi vodo bolj kot odrasel in ti v bistvu te vode ne zlijejo ven, ampak ti jo prav testirajo, če je res voda. Probite, če gre, še vedno se lahko zlije voda ven na letališču. Tole gre z mano, da bom imela torbico zraven na potovanjih, noter dam telefon, kaj za jest, karkoli drugega. In pa prigrizki za na letalo. Veliko sicer dobiš tudi na letalu. Letos gremo na potovanje prvič brez vozička in po pravici povedano ne veva točno, ali je to dobra odločitev ali slaba. Voziček ti lahko res veliko lajša, ker daš noter vso prtljago, ki jo drugače moraš nesti na sebe, plus otroka. Je pa malo smotan, ker recimo vsaj v Aziji, kamor gremo, pa tudi v drugih državah so recimo pločniki res razriti, ali pa imaš ogromne ceste, moraš iskati nadvoze, podhode, tako da ni najbolj priročen v tistih primerih. Torej, letos ga ne bomo vzeli pa tole nosilko za večje otroke, mislim, da je do 20 kg, kar je Artu še, recimo, da lih za glih, on je tam nekje pri 17. Jaz sicer polupam, da je ne bomo uporabljali, ker je pač res težek, ampak vam pokažem, kako to izgleda. Ko je velik človeški nahrbtnik. Zdaj mi imamo na tem potovanju kar par stvari splaniranih, ko bo zagotovo to prišlo prav. Pustimo zdaj velika mesta, ko itak hodimo v kožuti okrog cele dneve in pol na koncu ga je že fajn malo ponositi, ali pa če hoče zaspati slučajno. Imamo pa tudi ta Borneo, to džunglo, ko se gre, mislim, da enkrat ali dvakrat na dan večkrat hoditi po džungli in tam si predstavljam, da bo kdaj rabo pomoč, tako da jaz mislim, da bo prišlo prav. Ok, to je to. A smo spakirani? Smo. Ok, še vedno smo kaj pozabili. Če ima kdo kak predlog, naj hiter javi, zato ko mi čez 15 ur gremo v avto in se peljemo proti Benetkam, tako da prosim, pohitite pa hiter napišite, da bomo še to spakirali. In to je to. Mi gremo na pot in naslednjič se javimo iz Kuala Lumpurja. Spremljajte nas! Juhu!